Večina izmed nas si ne zna predstavljati jutra brez dobre skodelice kave. Jutranji rituali so pomembni prav za vsakega izmed nas. Na večino ljudi pa kava deluje precej začasno. Zakaj? Po zaužitju kave se kofein v naše telo sprosti zelo hitro in povzroči dvig energije in koncentracije. Kar 99% zaužitega kofeina se v naše telo sprosti že v 1 uri po zaužitju in nekje po 5 do 7 urah se potem ven iz našega telesa izloči približno polovica zaužitega kofeina. Za varno dnevno mejo zaužitega kofeina pri zdravih odraslih osebah velja nekje 250 mg, to je nekje primerljivo z 3 skodelicami kave. Medtem ko imajo večje količine kofeina, lahko na naše telo že številne negativne učinke. Kaj pa, če bi želeli vse te pozitivne učinke, kot so dvig energije, boljša koncentracija, preskrba telesa z antioksidanti, ampak ne bi pa pač želeli teh negativnih stranskih učinkov? Ob zaužitju velikih količin brez stranskih učinkov seveda ne bo šlo. Postaja pa v zadnjem času vedno bolj popularen nadomestek kave matcha, ki prav tako kot kava vsebuje kofein, le da v precej manjših količinah. Torej, preprosteje povedano, tako kava kot tudi matcha naravno vsebujeta kofein. Vsebuje pa matcha tudi številne druge naravne spojine, ki pozitivno delujejo na naše telo. Poleg antioksidantov, ki ščitijo naše telo pred oksidativnim stresom, je tu vredno poudariti tudi L-teanin. To je redka aminokislina, ki jo najdemo predvsem v listih zelenih čajev. In glede na študije, kombinacija kofeina z L-teaninom veliko bolj ugodno deluje na našo koncentracijo in energijo kot kofein sam. Prav tako pa L-teanin omogoča tudi, da se kofein v naše telo sprošča počasneje in bolj enakomerno. Pa dajmo najprej razčistiti, kaj to sploh matcha je. Matcha je najkakovostnejša oblika zelenega čaja, ki ga pridobivajo na Japonskem in je tudi del tradicionalnih ceremonialnih obredov na Japonskem. Med pridelavo matche odstranijo stebla in listne vene, da dobijo le najkakovostnejšo obliko prahu. Matcha prah je v bistvu prah, ki je zelo, zelo fino zmlet in s tem ohranijo tudi sami matchi največ antioksidantov, kar jih lahko. Ok, ampak na trgu je vrst matche v prahu res ogromen. Kako kot potrošnik znam razlikovati med kvalitetno matcho in pa med neko slabo kvaliteto? Kakovost matche se razloči predvsem po barvi in sicer bolj kot je matcha živo-zelene barve, bolj kakovostna je. Bolj kot je matcha neke temno-zelene, rjave barve, manj kakovostna je. Tudi Nature's Finest matcha latte vsebuje matcho. Ampak kakšna je pa razlika? Matcha latte napitek je napitek pripravljen za dvig energije in za dober začetek dneva. Osnova napitka je rižev napitek v prahu, kateremu smo dodali matcho v prahu. Potem je dodan tudi cimet in ingver in pa napitek je sladkan le z meskitom. Katere prednosti uživanja matcha chai latte pa poznamo? Napitek dvigne energije brez učinka zasvojenosti. Potem vsebuje antioksidante, ki nas ščitijo pred oksidativnim stresom. Ohranja tudi zdrav prebavni trakt in pa ne povzroča slabega zadaha in pa rumenih zob, kot recimo kava. Komu je pa potem matcha chai latte napitek namenjen? Matcha chai napitek je namenjen vsem, ki želijo zdrav in naraven nadomestek kave, ki želijo hiter dvig energije in koncentracije in si ga pravzaprav pripravijo namesto jutranje dnevne rutine enako kot kavo. Ok, kako pa potem pripravimo nek tak napitek? Napitek pripravimo zelo enostavno. 1 jedilno žlico prahu zmešamo v tekočino, lahko je to voda ali nek rastlinski napitek. Dobro premešamo, da se mešanica speni. Priporočljivo je, da je tekočina čim bolj vroča in pa da pripravljen napitek pustimo stati nekaj minut, ker se tako sprosti kar največ antioksidantov iz same matche. Super! Danes smo se potem spet nekaj novega naučili, tokrat o matcha čaju oziroma matcha prahu. Hvala vsem za poslušanje. Kolikor imate kakršnokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo. Hvala in nasvidenje!